Kaj je kaligrafija in od kod izhaja? Sam izraz kaligrafija prihaja iz grške besede kalos in grafen, kar pomeni lepo pisati oziroma lepo pisanje. Sega nekje od 4 do 6 tisoč let. Če pogledamo nazaj, je 4 tisoč let pred našim štetjem so bili najdeni tisti prvi izsledki oziroma prve izkopanine. Od tam je znana tudi ta tablica iz Uruka, iz katere so zaznali oziroma razbrali računovodski zapis. In ravno od tu sklepajo, da se je pisava začela razvijati iz samih računovodskih potreb, ker takratni vladarji so hoteli vedeti, koliko imajo zlata v zakladnicah, koliko je žita v shrambah, koliko vojske imajo, in to je bilo treba zapisati. Kakšne tehnike kaligrafije pa poznamo? Lahko pišemo oziroma slikamo na les, na steklo, na papir. Skozi celo zgodovino so uporabljali recimo kot te pisne podlage, različne podlage, od keramike, gline do papirusa v starem Egiptu, potlej skozi v srednji vek je bil najbolj uporabljen pergament. Ravno pergamentu se imamo za zahvaliti, da so nastajala vsa tista najlepša srednjeveška dela, ker pergament vemo, da je zelo trpežen. Uporabljamo tudi posebna peresa. To so kaligrafska peresa. Peresa so iz jekla oziroma te konice so jeklene, zaradi tega, da zdržijo pritisk, da se ne poškodujejo. Prva taka jeklena konica je bila narejena iz vzmeti za uro. Koliko časa potrebujemo, da osvojimo osnove kaligrafije? Če si zainteresiran za zadevo, če ti je všeč, če se vidiš v njej notri, je nekako 16 šolskih ur čisto zadosti. To imamo 4 srečanja po 4 šolske ure. Od začetka osvojimo tiste osnovne elemente, poteze, na to se spustimo v male črke, velike črke in na koncu končamo z številkami, ločili. Kaligrafija pa tudi sprošča, pomirja in odvaja od kajenja. To sem opazil tudi pri nosečnicah, ko pridejo na tečaj, pravijo, da se otroček čisto miri ta čas, dokler pišejo. To, kar sem prej omenil, tudi ljudje, ki kadijo, pozabijo na cigaret 2-3 ure, se sami čudijo, kako zdržijo toliko časa, da cigareta ne prižgejo. Kaj pa zlatenje? Je zelo zanimiva tehnika in tudi samo zlatenje popestri izdelek. Če pa pogledamo v zgodovino nazaj, je bilo zlato nek simbol prestiža. Revež si ni mogel privoščiti enega takega zapisa A3 formata. Lahko rečem informativno takole, da je en tak A3 format oziroma malce večji pergament z zapisom in z inicialkami bil vreden tiste čase eno manjše posestvo. Zakaj pa ste se vi udeležili tečaja? Mene je pravzaprav sama pisava že od nekdaj zelo veselila. Vendar nikoli ni bilo tega časa, zdaj smo pa malo bolj v letih, pa smo se ga vseeno toliko vzeli, da se bom nekaj naučil iz teh pisav. To ni moj prvi tečaj tukaj, teda nekaj izdelkov že imam, oziroma nekaj sem že naredil. Večina za kolege, prijatelje, če za kakšne obletnice. V današnji dobi računalništva izgubljamo stik in s papirjem in z podlago in z samimi seboj. Zaradi tega, ker ljudje prepoznajo črko na tipkovnici, napisati jo pa ne znajo. Vsak, ki vidi lepo napisan kaligrafski izdelek, je zelo zadovoljen, ker najprej vidi tisto obliko kaligrafskega izdelka, potlej se šele spusti v branje teksta, ki je napisan.